Preiskovalna komisija, ki je preiskovala nakup finskih oklepnikov, ni odpravila suma, da je bil posel v zvezi z nabavo srednjih oklepnih kolesnih vozil 8x8 za 280 milijonov evrov politično dogovorjen, voden netransparentno in da je po svoji naravi negospodaren. Komisija je ugotovila, da v tem poslu obstaja prisotnost klientelizma in korupcije. To ugotavljajo tudi finski preiskovalni organi. Samo naš minister za obrambo Karel Erjavec in predsednik vlade Janez Janša, četudi v odhajanju, še vedno verjameta, da je bilo vse v redu. Ponovil se je vzorec obnašanja iz trgovine z orožjem in zato komisija ni odpravila suma o neposredni ali posredni povezavi med sedanjimi in nekdanjimi akterji ter nosilci javnih funkcij v trgovanju z orožjem v letih 1991–1993. Ob tem smo ugotovili, da je tedaj, tako kot sedaj, v nasprotju z veljavno zakonodajo potekalo vrsto finančnih tokov iz naslova prodaje orožja v republike bivše Jugoslavije mimo računov državnega proračuna, torej nezakonito, tako v gotovini kot z uporabo računov v tujini. In to se danes ponavlja. Kaj predlagamo? Od državnih organov in še posebej od Vrhovnega državnega tožilstva, od organov pregona pričakujemo, da bodo v sodelovanju s finskimi preiskovalnimi organi izvedli predvidene zakonske postopke. Socialni demokrati pa smo v alternativni vladni program že zapisali, da bomo v primeru pridobljenega zaupanja strani volivcev in volivk letošnjo jeseni zagotovili takšne spremembe zakonov, ki bodo zagotovile pravno varstvo tudi pri naročilih zaupne narave in še posebej obrambnih naročilih. Samo tako se lahko prepreči razraščanje korupcije in klientelizma, ki se je razrasla v tem mandatu, kot potrjuje nakup Patrii. To je nenazadnje skladno tudi s spremembami evropskih direktiv in tudi pri naročilih zaupne narave 300–400 milijonov evrov letno bomo vzpostavili pravno možnost pritožbe pri Državni revizijski komisiji in s tem preprečevali razraščanje korupcije in klientelizma.